Čuja. Istok. No, pa zanima, kako izgleda rušenje hiše. Potem sta pa prišla na pravo mesto. Na gradbišču je seveda najpomembnejša varnost. In če ravno ne bomo na samem gradbišču, potek rušenja bomo zaradi vajne varnosti spremljali izven gradbišča, si bomo vseeno nadeli varnostne čelade. Takole. Zakaj pa boste porušili to hišo? Rušenje hiše se lahko izvede, oziroma objekta se lahko izvede iz več razlogov. Prvi razlog je seveda ta, da objekta ne potrebujemo več in ga enostavno podremo. Lahko recimo želimo zgraditi na tem mestu kaj drugega, kakšen bazen, kakšno igrišče ali kaj podobnega. Drugi primer je v bistvu ta, da je hiša ali pa objekt tako močno poškodovana, da je pač nevarna za uporabo in iz tega naslova ga je potrebno porušiti. In tretji primer, kot je pa v našem slučaju, je pa ta, da bi bila vrednost sanacije in pa obnove tega objekta skoraj primerljiva z rušenjem in pa gradnjo novega objekta. Tako da smo se seveda odločili, da ga podremo in zgradimo novega. Zakaj pa ne boste te velike hiše porušili tam? Ta hiša desno pa predstavlja v bistvu kulturni spomenik. To je rojstna hiša pisatelja Valentina Vodnika in je pod spomeniško zaščito. Kako pa se začnejo priprave na rušenje hiše? Najprej v bistvu mi rabimo načrt, da sploh vemo, kaj rušiti, ne? Zdaj v tem primeru je tudi blizu pločnik, zato smo mogli v bistvu tudi narediti načrt, kako bomo zavarovali pešce, ko bomo mem hodili. To je prometni elaborat. Potem je na tej hiši električna napeljava, ki gre na streho. In tudi to se mora prej odstraniti, ker drugače, če bi rušili, ne da bi to odstranili, bi poškodovali elektriko. A to so pa načrti rušenja? Tako je. Tako, kot sem vam povedal, najprej moramo dobro preštudirati načrte, da ne bi pa rušenju šlo kaj narobe. Potem, ko pa zrušimo, vam pa jaz lahko pokažem še načrt, kakšna bo pa nova hiša. Vas zanima? Ja. To je pa načrt nove hiše, ki bomo zgradili. Od zunaj bo izgledala identično kot stara, edino oder ji bomo dodali. Opeka, kamen, betona, to je tle legenda. Ja, to se imenuje legenda. Poglej, tukaj imaš na risbi je v bistvu označeno in obarvano v različnih šlafurah. Tukaj je pa napisano, kaj kakšna zadeva predstavlja. Recimo imamo opeka, kamen, beton, estrih in tako naprej. Je to namenjeno kakšnim prireditvam? Ja, seveda, to bo objekt, ki bo namenjen kulturi. Prireditve bodo potekale tako iz notranje strani, to ima oder, in kot iz zunanje strani. Kaj pa počne ta hiša tukaj? To je pa gradbiščni kontejner. Tukaj imamo vse dokumente za rušitev. Enkrat tedensko imamo tukaj tudi gradbiščne sestanke. Ta hiša se pa ne ruši, to hišo pa mi kar sabo na drugo gradbišče odpeljemo. Koliko časa pa traja rušenje? Rušenje te hiše bo trajalo en teden. A pol pa pridete s tisto kroglo, pa vse podrete? Ne, tako pa nažalost ne bo šlo. Najprej moramo v bistvu podreti streho. Začnemo s strešniki, ki jih lepo zložimo na palete. Potem odstranimo leseno ostrešje. Šele potem, ko smo vse te stvari odstranili, pa lahko pridemo z bagrom in začnemo rušitev. Zdaj pa se bo začelo rušenje in jaz predlagam, da se umaknemo na varno. Pa pojdite kar za menoj. No, zdaj vidimo, tam se nam že približuje bager, ki bo začel z rušenjem. Kaj se pa zdaj dogaja? Zdaj najprej rušimo streho. No, zdajle gremo se pravi rušiti stene. Pa se to kar kadi. Ja, seveda, zaradi tega moramo pa to opazovati z varnostne razdalje. In zdaj čist na koncu bomo zrušili še temelje. Nisem vedela, da to toliko časa traja. Ja, seveda, zaradi tega, ker je treba vse narediti po fazah, to se pravi, rušiti se v bistvu od vzgora in navzdol.